Za župana mestne občine Krško se poteguje kar 6 kandidatov. Vas preseneča takšno zanimanje? Niti ne, to je bilo za pričakovati, kajti kadar nekdo brani, se pravi pozicijo župana, je seveda v bistveno boljšem položaju, saj je znana osebnost, ima namenjenega tudi več medijskega prostora in dejansko ljudje hote ali ne hote tega človeka presojajo skozi dejanja in vse, kar se je dogajalo v preteklosti. Se pravi, če obstoječi župan ne naredi nekih velikih napak, ima veliko možnost za izvolitev. Če pa tega ni več, se pravi tega kandidata z neko prednostjo, če tako rečem, je potem seveda priložnost za mnoge druge in zato ne preseneča, da se jih je odločilo kar 6, da bodo kandidirali za mesto župana. Kmalu boste torej dobili naslednika oziroma naslednico. Kakšen nasvet bi mu oziroma bi ji dali? Jaz bi pravzaprav svetoval, da je predvsem dovolj odprt za neke ideje. Skratka, ne glede na to, da se morda širi med ljudmi, torej nekateri seveda govorijo pač o tem, da je dovolj te politike, eno drugo. Če gledate tudi po drugih občinah, vse pa so si želijo neke spremembe, ne, pa vendar mislim, da je bilo res veliko narejeno dobrega in da so to čvrsti temelji, dobri temelji za naprej in da je treba iz tega nadaljevati in graditi. In nasvet, ki bi ga dal, je ozirajte se naprej, ne nazaj. To bi bil moj nasvet. Seveda, s tem, ko ti poskušaš dokazati nekaj, da je bilo v preteklosti nekaj narobe, nisi naredil nič za prihodnost. Ne? In je potrebno gledati naprej in iskati rešitve za nove izzive.